Prehajamo še na 8. točko. Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2027, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 19/2, predlagatelj župan, poročevalci pa Lidija Božič, Andrej Osovnik, Sara Sitar, Timotej Štritov, Katarina Vegel, dr. Mitja Pavliha in pa Boris Ravbar. Besedo ima Timotej Štritov. Ja, lepo pozdravljeni še enkrat in hvala za besedo. Torej, določbe 13.a člena zakona o javnih financah tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za 2 leti. Navedeni člen sicer določa, da lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Vendar pa na podlagi 56. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije lahko župan ne glede na navedeni člen, torej 13.a, predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V letu 2025 imamo občine tako možnost pripraviti in sprejeti proračun za 2 leti, 26 in 27, in se s tem izogniti začasnemu financiranju v letu 2027. Če namreč proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva le do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju za preteklo leto. Proračun občine Kamnik za leto 2027 v prvi obravnavi je pripravljen skladno z veljavno zakonodajo in navodili Ministrstva za finance, enako kot proračun za leto 2026, tako da vsebuje odlok, splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitev. Splošni del sestavljajo ponovno bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. V tabelaričnem delu splošni in posebni del proračuna so v stolpcih podani podatki za leto 2025 in sicer sprejeti in veljavni proračun za leto 2025 ter realizacija od januarja do septembra 2025 in pa plan za leto 2026 in pa plan za leto 2027. Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za leto 2027. Skupni načrtovani prejemki za leto 2027 so ocenjeni na 37 milijonov 982 tisoč 918 evrov, prenos iz leta 2026 v leto 2027 je ocenjen v višini 5 milijonov 350 tisoč evrov, tako da skupna razpoložljiva sredstva v letu 2027 znašajo 43 milijonov 333 tisoč in 472 evrov. Občina Kamnik dobrih 42 milijonov in krajevne skupnosti 742 tisoč 369 evrov. Višina izdatkov je enaka višini razpoložljivih sredstev, tako da je proračun uravnotežen. Delež izdatkov krajevnih skupnosti v skupnih izdatkih znaša le 1,7%. Pregled prihodkov po vrstah pokaže, da največji delež prihodkov predstavljajo davčni prihodki, in sicer 28,2 milijona evra oziroma 74,1% vseh prihodkov. Glavnino davčnih prihodkov predstavlja dohodnina, ki je ocenjena na osnovi dogovorjene povprečnine in znaša 835 evrov na prebivalca. Med odhodki delež tekočih transferjev predstavlja 41,5% vseh odhodkov, delež investicijskih odhodkov predstavlja 36,1% vseh odhodkov, tekoči odhodki 20% in investicijski transferji 2,4% vseh načrtovanih odhodkov. Če proračunske izdatke spet razdelimo po posameznih področjih proračunske porabe, največ sredstev namenjenih za izobraževanje, in sicer 14,4 milijone, prometno infrastrukturo in komunikacije 5,6 milijonov in v letu 2027 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost 4,1 milijona, skupno torej 43,3 milijone. Prioritete pri pripravi proračuna za leto 2027 so bile nadaljevanje sanacije po poplavah iz leta 2023 in pridobivanje državnih sredstev iz rednega programa, in pa v letu 2027 je načrtovano tudi nadaljevanje začetih investicij in tudi nekatere nove investicije, kot so nakup gasilske avtolestve, izgradnja gasilskega doma Duplica, izgradnja mrliške vežice Nevlje, vodovod spodnje strani Stahovica, rekonstrukcija podružnične osnovne šole Gozd, širitev zbornice na Oše Marije Vere in pa nadaljevanje sanacije telovadnice osnovne šole Marije Vere. Toliko za enkrat, hvala.
Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Robi Prosen. Hvala še enkrat za besedo. V svetniški skupini Listi Sandija Uršiča menimo, da ni potrebno hiteti s sprejetjem proračuna za leto 2027. Menimo, da bo v septembru 2026 še dovolj časa, da tudi to naredimo. Predvsem bo pa po našem mnenju takrat veliko bolj jasna finančna slika občine Kamnik, kot je pa danes. Tako da to glasovali bomo proti. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, dobršen del tega je že povedal moj predhodnik. Tudi v naši svetniški skupini smo mnenja, da ni potrebe po hitenju. Razumemo, da za leto 2027 ne more biti detaljno opredeljeno do zadnje vejice ali pa decimalke natančno, vendar je sam proračun tako splošen, da ne vidimo enostavno koristi oziroma kaj bi s tem doprinosa sprejetja današnjega proračuna, in moje najno mnenje je, da počakamo in proračun sprejemamo, ko bodo projekti bolj znani, kajti v nasprotnem primeru bomo verjetno drugo leto imeli maraton rebalansov. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Bojana Pančur. Hvala za besedo. Jaz pa v bistvu podpiram sprejetje proračuna za 2 leti. Tako da v bistvu bi se pa ponovila v vseh postavkah, ki sem jih povedala za leto 2026, zato ker ne vem, kaj bo od tega potrjeno oziroma uvrščeno v proračun 26 in kaj ne bo. Tako da bom samo naštela postavke, ne bom pa brala vse obrazložitve. In sicer 4537, sanacija poškodovanih mostov. Obrazložitev ostaja ista kot v prejšnji točki. Potem povišanje sredstev na postavkah 4607 in 4635 za sanacijo makadamskih in asfaltiranih cest. Potem v 2026 sem predlagala pripravo projektne dokumentacije za športno igrišče. Če bo to upoštevano, potem v naslednjih letih predlagam tudi prenovo tega igrišča. Vkolikor ne bo, potem ta predlog podajam ponovno za proračun leta 2027. In pa v letu 2027, glede na to, da je že to tudi nov mandat, bom prenesla predlog oziroma dolgoročne načrte krajevne skupnosti Špitalič, da se v bodoče, v prihodnjem mandatu tudi uredi edino parkirišče v kraju, ki pa je sicer še neurejeno, je pa v lasti občine Kamnik, saj je uspela odkupiti lastniške deleže zemljišč od različnih prejšnjih lastnikov. Tako da mislim, da so tudi tukaj zagotovljeni pogoji za to, da se pripravi dokumentacija in potem v naslednjem mandatu uredi tudi to parkirišče. In pa enako za kulturne domove, po presoji oddelka za družbene dejavnosti, imajo pogled, katera dela oziroma kakšna investicijska dela, večja ali manjša, se v domovih izvajajo. Predlagam povišanje sredstev, saj glede na vse stroške, mislim, da trenutno predlog v proračunu višina sredstev ne zadošča kakšni resnemu posegu v kulturnem domu. Tako da to je zaenkrat to. Glede na to pa, da je to za 27, bi pa predlagala še na postavki, ki je bila že tudi v 26 nova, 8347, in sicer v letu 2029 Kamnik praznuje 800 let in tukaj je obrazložitev, da se bodo te praznovanja že pričela v prejšnjih letih. Predlagam, da se to razširi na celotno v bistvu območje občine z raznimi prireditvami. Tako da to zaenkrat. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Ivanka Očakar. Hvala.
za besedo. Res je, 2027 bo nov mandat, sestava občinskega sveta bo drugačna, morda bo celo kakšen drug župan ali županja. Ampak se mi zdi smiselno, da potrdimo proračun za 2027, ker, kot je bilo že povedano v uvodni obrazložitvi, pride do financiranja po 12-tinah, če proračun ni sprejet, in zagotovo, preden se vse formalnosti speljajo, je december tu. Tako da se mi zdi smiselno, da potrdimo. Vemo, da so edina stalnica spremembe in da so rebalansi nujni. Ne da se postaviti proračuna in potem bomo kar speljali do konca, do decembra. Speljali bodo, za sebe govorim, ker me najbrž skoraj gotovo v naslednjem mandatu v občinskem svetu ne bo, ampak to je zasebna odločitev. Tisto, kar se mi zdi še pomembno povedati, Tunška, Medvedova zagotovo ne bosta v enem letu speljani. Pomembno se mi zdi, da se tudi v 2027 stvari, tako kot so že postavljene, peljejo naprej in da je ta velik projekt potem speljan. Tako da zagotovo podpiram sprejem proračuna 2027. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Hvala za besedo. No, jaz bi se pa strinjala s predhodniki, ki menijo, pa tudi jaz osebno se pridružujem temu, glede na situacijo, ki je. Sej jaz sem na enem odboru še celo vprašala, a smo še pozitivni, a smo že pod nulo daleč, da bi bili še v pozitivnem stanju. Se tudi jaz pridružujem situaciji, da odmaknemo 2027 proračun v drugo leto. Seveda je pa treba vedeti, da to ne more biti dopisna seja, da je pač treba med sejo jo sklicati, ljudje se pripravimo, pridemo na sejo in se o tem tudi prediskutira. Hitenje se mi zdi, da ni v redu, ker tudi še ne vemo, kaj bo z letošnjim oziroma s prihodnjim 2026 proračunom. In se mi zdi pošteno, da bi prestavili proračun za 2027 na, bom rekla, junijsko ali septembrsko na začetku sejo. In je vsem kriterijem zadoščeno, pa tudi vsi bomo vedeli, kje smo finančno. A smo še, bom rekla, v igri ali smo že v zamrznenem stanju, ker določene stvari se nam bodo obetale. Če ste mogoče pogledali, konec koncev so obresti velike, vsega se ne bo dal narediti, ampak seveda za osnovo je pa treba poskrbeti in jaz mislim, da ni treba imeti bojazni, da ne bi potekala normalno dejavnost naprej. Samo seveda sejo bo pa treba imeti, ne pol leta v bistvu se nadaljavo nekje srečevati. Hvala. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa za besedo še enkrat danes. Ja, tako kot je moj kolega pač povedal, zdi se nama nekoliko preuranjeno. Sicer seveda, ja, podpiram pač predlog proračuna, da se tudi dela to za 2 leti, tako kot je to na državni ravni, ampak mogoče ravno tako, kot je začela pač gospa Pančura, ker ne vemo, kaj bo potrjeno v prihodnjem letu, ne vemo potem, kako bo v letu 2027, zato je ta proračun nek skelet vsega tega. To bi potem lahko potem takem pomenili, da bi lahko tudi za prihodnje leta, če se mečkam šalo na stran dam, 28-29 tako le potrjevala. Mislim, da je to nekoliko preuranjeno, je pa prav, da imamo to v videnju, da se to naredi res junija in pa septembra. Tole tukaj le je pa tako. Tudi vidite, da ni nobene razprave, nobenih prijav glede na predhodno točko 26, za predlog proračuna 26, ki je bilo veliko tega povedanega. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Bojana Počur. Hvala lepa. Jaz bi imela pa samo še eno zadevo, ker ste gre za 27 in je to tudi v naslednjem mandatu. Danes je bilo že zelo veliko. Čakaj, samo. Lahko še enkrat, ker se je sklopalo. Ja, lahko.
Hvala. Danes je bilo že zelo veliko slišanega o vodi, o pitni vodi, o javnih vodovodih, o vzdrževanju. Jaz pa imam eno drugo težavo, v bistvu velik del občine je na podeželju, kjer ni javnega vodovoda. In mislim, da je bila tlele, po moje, da je druga seja občinskega sveta v tem sklicu, ker smo se pogovarjali o tem, koliko je v občini še gospodinjstev, ki nimajo dostopa do javnega, vaškega ali lastnega vodovoda. Pa do danes še nisem zasledila tega podatka, pa bi prosila, če lahko v odgovorih potem za drugo branje se pač pridobi ta podatek, če seveda občina z njim sploh razpolaga. In mislim, da bi bilo treba tudi na tem področju narediti, da se pač tudi na ljudem, ki nimajo sploh dostopa do vodovoda, začne iskati rešitve, kako pač pride do tega, da bo ta vodovod enkrat napeljan do vseh gospodinjstev v občini. Ali lastni, ali vaški, ali javni, kjerkoli pač že. Ker obstajajo gospodinjstva, ki nimajo vode. Poleg tistega vodovoda na Vranji peči, ki je že ne vem koliko let v planu. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2027 v prvi obravnavi in pa predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe podane na prvi obravnavi oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 15 svetnic in svetnikov, proti 6. Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem pa tudi ta točka in pa današnja seja. Iskrena vam hvala za udeležbo, za konstruktivne razprave, pa želim lep preostanek večera. Hvala.